Prešeren, Kosovel, opazovalnica. A je pravilen izraz za tole, kar smo zdaj slišali, napotek, kot rečejo Balkanci, po propisima? Tako, nobenega spakovanja ni bilo nobenega stokanja, ker je moški, se je zavedal, ne? Da nam to ni všeč. To je bil Matic. Matic, hvala. Prvič, da sem vesel moškega posnetka. Zato, ker ni se trudil, ampak zdaj pa moje vprašanje. Ja. Ker se ni trudil biti seksi, Ja. a je zato seksi? Zakaj si privlekel zdaj besedo seksi tlele vmes? Jaz sem samo rekel, da mi je všeč, ker je bil res tako. Ampak všeč na kakšen način, Jure? Všeč, ker ni bilo ekscesa. To mi je ok. Dobro, če je punca, si lahko privošči eksces, ima to pravico, ampak moški. Mora biti pa v gabaritih. Zdaj na zadnje si spustil tistega. Ki podpira, by the way, Čonč. Ja. Čonč podpira, ker nisem vedela. Okej. In je napisal v Discord, oziroma v Discord tag, Ja. je napisal, da valjda podpira. Tako da, Dobro, če je pa tako, recimo, a se lahko zmenva v tem primeru, da ti to spustiš, pa jaz nimam slušal gor. ne, ti moraš slišati vse. Okej. Tako da. Naj povem, da imava samo še dve. Se pravi, tole smo, Matica smo pokurali, samo še dve datoteki imam tam le. A je to kjer več od zadnjič, ko smo prosili? Ni, ne? Ne. Okay. Se pravi, to ne zaleže, kar si zdaj to vabilo. Treba se nekaj novega spomniti. Ne, dajte se posnet, no, ki je preveč dobro to. Zakaj se ženske ne snemajo več? Vse imajo OnlyFans, da bi pa posnele. Ja. To star, jaz grem staviti, da nobena, ki posluša opazovalnico, nima OnlyFans. Zanima bo je, ko greš staviti. Ker you've got my attention. Ker jaz pravim, da to ni res. Ne. A ti veš, koliko jih ima, pa si samo nogice slika. Mislim, noge, stopala, no. Nogice. Stopala. Ne. Stopala. Stopala, Ja. nogice. Ja, pač stopala prste. Enim to Ja. dogaja, ne vem, če ti vem, veš. Tarantino, ne? A ja, točno, ja, to Tarantino je znam potem. sem slišal. Jaz tega res ne, jaz nočem, če ti sede, ne razumem nog. No, stopal pa tega. Ja. Zdaj to sem videl, nek reel sem videl, da obstaja tudi moška kategorija, zdaj dejansko. Ne? Moška stopa. Ne, moške nogice. Ja, okay, dobro, moške nogice. Ne, tudi jaz ne. To je bilo hudo, drugače, to je poslovna priložnost, da narediva slovenski Wikifit, ne, nogice. A je Frej domena, čakaj, da vidim. Ne, nogice, pika si, bo valjda se nogice, čakaj, nogice. To je ena firma od ene, ko važaš z Kitajske. Ta star nogice, pika si, page-a ni gor. No, pa kup. Čak. No, dej, govor, jaz bom sam nekaj pogledal še. No, v glavnem, jaz sem prepričan, da so kakšne satelitke, ki imajo OnlyFans. Niso. Lahko. Ne, nič ni treba. Lahko se anonimno prijavi na Discord tag, pa napiše, ne vem, naj se prijavi user 123. Ja, pa samo pa jaz napiše, imam. Jaz sem satelitka in imam. In bomo pa že naknadno prosili za link. Sam da jih potrdi. To je, veš, normalno oddaje imajo razglednice, pozdrave poslušalcev, opazovalnicama pa Jureta Godler, ki je amakira, OnlyFans. Ja, lej. Ja, oh God. Ne, preveč dobro. Meni se ne zdi nič narobe s tem, no. Okay. Ker eni imajo ful. Grem stav, da si ti sodeloval že v kakšni okrogli mizi, kjer si imel zapovedati o regulaciji OnlyFansa in kako to ni dobro in kako se ta dekleta izkoriščajo. Zdaj pa povej, kaj si odkril. Ne, sam ta človek je OnlyFans naredil, mislim, da je nek zelo creepy slab model. V glavnem, nogice.si domain is available. Saj ta trenutek. Se pravi, to lahko zdaj zakupimo in satelitke uploadajo svoje slike nogic. Prosim, ne. Ja. Ne. Ne, to, če ne bom jaz. Ne bom. Okay. Kup to domeno, no. Zakaj mi kupil nogice? Pa poveš z WordPress, ali ko se že to dela. God, prosim, nehaj. V glavnem, HTML5. Jaz napreden greva na jingle opazovalnice. Res ne boš kupil nogice? Ne bom kupil nogice, res ne bom. Okay. V glavnem, da povem za podpirati, pa štartava stvar. A je v redu tako? Zdaj imamo nov scenarij, ko govoriva o podpori tega podcasta. Ja. Podprite, ali ga pa na več sva na robu. Ja. Ne?
To je zdaj to. To je to. A bo še kdo podprl, ali se pa neha? Inflacija. Ste videli, kaj cene zadnje dni? To je že danes sem gledal, koliko je kruh drag, stari moj, to je blano. Blano je. Jaz sem samo fotra zdaj le malo, ampak... Lahko spa fotra, ampak ne vrže kamen v ta fotra tisti, ki misli, da ima bolj prav. Koliko je kava. Hlebec. Ne, govorimo Kava. o kavi. V kavi. Recimo v Italiji pa koliko je... Evo, se je že začel. V redu. Ne. Koliko je dražji tle? Pa zakaj se ta narod tako tepe? Kaj smo hudega naredili? Nekaj o Trstu se bomo pa pogovarjali, samo da do konca povem. Aparatus.si pošiljnica podprite opazovalnico, dobite posebne epizode, ena pride, je že zunaj ali pa bo zelo kmalu zunaj, tako. Nova posebna epizoda, kjer deva povedati temo, bo vsak predstavlja 5 knjig, 5 knjig, ki so nama kul. Ki so nama kul, ne narobe. 5 knjig, Ja. ki bi jih priporočil človeku, ki lahko do konca življenja prebere samo še 5 knjig. Ok, se strinjam, moj spisek stoji, tako da v redu. Tvoj spisek, dobro, sej bojo ljudje presodili, ne rabiš se zagovarjati, ker nisi na sodišču. Ja, če boste poslušali, boste slišali en zelo pretenciozen spisek enega ljudskega. V glavnem, to je to, več teh epizod je, vsakič pa seveda dobite tudi dodatno epizodo Dopa barva. Na tem mestu naj se zahvalim vsem, ki že podpirate in pa tistim, ki boste, ker če ne boste, je konec. Ja, pač je na nutshell. Zdaj bom pa jaz spustil jingle oziroma intro opazovalnice. Kako kaj gledajo oziroma, kako bi rekel, starešine, ženske starešine, ki so vodje recimo na državnih ustanovah, radijskih in tako govornih, recimo govorjenja, se pravi, kako se reče temu, no, ko greš na tečaj, greš za spi. Ja, ampak kaj moš narediti tečaj, kakšen že? Pri Aidi Kalan si šel na govorne vaje. Govorne vaje, ja. No. To je naredjeno, sem potrdilo. Govorne vaje. Sam ne pa Aidi Kalan, ja. No, v glavnem, večjih je teh, ki to opravljajo ali pa so opravljali, pa tudi mogoče Ivan Lotrič je sigurno tudi v delu. Ivan Lotrič je legenda vseh področij življenja, strinjam. Yes. Kako bi kaj gledali na te stvari, na te izdelke, na te izprtke od podcastov, pa ne sam najenga, govorimo vseh, o celi gomili, o celi smrdljivi gomili podcastov govorim. Noben se več ne začne, dober dan in dobrodošli v podcastu, z vami sva Anče in ta govori v mikrofone Beringer. Kažem Neumann. Ja, Neumann, ja, sorry. Beringer je ona pohodna znamka. Ne, okay. Benger je tisti. Okay. Ja, Beringer je firma audio opreme, ki absolutno nima nič z Neumanni. To mi je podzavest rekla. Okay, Škaj sem še spomnil, na nogice.si. Ja. Če bi ne boš kupil. Ja, če bova midva dala najne noge gor. Ja, ne. No, pa kje? Ampak, jaz, ki imam 49 nogo, a bi jaz v tem svetu, a to tam neki pomen, če je velika noga? To je dobro vprašanje. A je to, ko imaš ti nogo? 39, 38? 32 pa pol do 43. 42 pa pol 43. Ja, ti mi nekaj polagaš A res, čez 40 imaš nogo? To sem legit presenečen. Jaz sem mislil, da boš rekel, da ti bom zrištal panč. Rekel sem, da bom težki kontaktiral. Sploh se ne delam norca. Ne rabiš več. Ne delam se norca. Res sem malo presenečen. Mogoče sem se to že pogovarjal, ampak jaz sem res zdaj dočeval. Seriously. No, pa kaj? Seriously. No, kaj imaš to? US 9, UK 8, euro 42. 42, ok. Ja, Skechers imam 43. Dočim Timberland imam pa 46. Pa sam da bo ljudje vedeli, kupuješ na odraslem modelku. Ne? Klicu bom težki. Zdaj ga bom klical. Ta moment.
Ne rabiš. Ampak misliš, da če bi jaz dal na Wikifit, ali na nogice.si noge, pomeni kaj? Jaz imam ogromno nogo, 49 imam nogo, pa platvus imam. A platvus je, platvus dober ali slabo? Ja, ker je deformacija. To lahko daš tudi na freaks.com. Jaz sem king, v bistvu. King slash deformed man. Ja. Ne pa sej, tako odklon od povprečne veličine, kot si ti, to je deformacija tudi. To so se nismo se že tem že. Sva se je pohvalila. Ne, da je pa deformacija, pa nisem rekel, stari. Nisi bil toliko žaljiv, se mi zdi. A je to žaljivo? Ne, je, mislim, da je. Okay. Je pa res, da sem jaz tebe prežal, da na otroškem modelu kupuješ. Ampak moram reči, da sem presenečen, ne vem zakaj, jaz sem mislil, da imaš bolj 39-40 nogo. Ste nekaj, da mogoče imaš 40. Ne. Najbolj všeč. Kaj mi je najbolj všeč? Določene stvari velike. Kako bi en Ivan Lotrič, ki bi to poslušal? Kaj bi bil njegov komentar? Določene stvari imam velike. Kaj bi bil njegov komentar? Ampak zgublja se. Ampak kako veš, da so določene stvari velike? Kako veš? A veš, kako ni? Kako veš? I've been told. No, zdaj so pa res slovenski podcast, angleščino si začel uporabljati, vidiš, zdaj so pa res slovenski. Nisem znal lepše se izraziti. Hotel sem izpasti, da se me bo citiral in da bo to šlo v anale. Ja. Okay. Jaz sem resno vprašanje zastavil. Ne, jaz sem še nekaj, še eno stvar bi te vprašal. Zanj sem videl en reel na Instagramu, kjer sem videl, kaj si na Instagramu, to redko poveva. Kaj si ti na Instagramu? Godler, jaz sem na Instagramu Anzet, posledite najo. Zanj sem videl en reel iz Trsta, nek Trst info, to pa ne sledim. No, zanimiv. In so naredili nek parking in je tako pisali, v Trstu novo parkirišče, da bi pomagali kaosu, ki se dogaja med prazniki v Trstu, pa to, ker je preveč folka. In je res, da v neko centru so neke ograjice postavljene tako, novih 62 parkirnih mest. Se streka, ste vi nori. Tam je... Zaston. Ne vem. Pa tudi če vse 62, v Trstu je 2 milijona preveč avtomobilov. Ja, to je res. Iskren 2 milijona avtomobilov preveč je. To je res. Jaz sem takrat, smo se mi dobili 45 minut krožu. Kaj idiot. Spomnim se, ja. Pa to je bilo daleč od praznikov. Ja, no, bila je una Barkolana ali whatever. Dobro, ti tudi zbereš. Mene se zanima, da v prihodnosti avto ne bo manj. Ja, jaz pa mislim, da. Jaz sem bil v dijaškem domu v Ljubljani. To vemo. Ja. Okay. Večkrat. Okay. In ko sem jaz začel hoditi, mislim, ko sem se... Že v dijaškem domu si začel hoditi. Pač, ko sem se upisal. Ja. To je bila tako naivna šala, bi se rado samo pravičil. Zdaj se ti spet panč odmika. To je slabo. Pazi, takrat samo kdo je imel avto. Kaj da si bil rojen leta 66, star? Ne, resno ti govorim, to je bilo leta 2000. Ja, prazgodovina praktično. Ja, je pa še kar nekaj let od tega. Ne? Ja, se sva stara, ne? Sva stara, betežna modela. Iščeva. To je zelo dolg nazaj. Zdaj pa pazi, ker sem pa jaz šel iz doma. Po 9 letih. 6, ker pač tam je dijaški pa študentski skup in to. Kako si pa 6 let? Pa si šel v Salzburg? Ja, ampak sem imel še vedno sobo. Ja, zaradi tega, ker sem delal v Ljubljani. Razumeš? Se pravi, študiral si v Avstriji, davkoplačevalce si zažiral pa v Sloveniji, čeprav razumem. Se nisem imel štipendije. Nisem imel štipendije. Si plačeval? Seveda, ok. Kaj pa meni država dala? Vse. Ja, vse. Kruh vsakdanji. Pustite državo, pusti. Prosim. Drž se monarhiji. V glavnem, ne pa pazi. Ker sem šel 2-6. To isto Charles reče. Kaj je meni ta država dala? Dobro, njem je dala. Vse je njegova. Ljudje so mu dali. Njegova zemlja je. Vse je njegova. Povej. Ja.
2006 je mogla pa ravnateljica dati rampe, zaradi tega, ker naenkrat vsaka soba so prišli vsi trije ali Z avti, soba ne. z avti. Ja. In mislim, da je tudi zdaj tako, da je vse zabarikadiran že z ceste. In mislim, da je ne vem, en avto, ne vem. V glavnem vem, Da se je razpasal. vem, da nisem mogel več parkirati. Veš kaj, zdaj so vsi na OnlyFans, pa na Wikifit, pa služijo pa imajo vsi za avto. Ne? Ja. No in zdaj me zanima, a bo presedel to enkrat ljudem, ne vem, leta 2035, recimo čez 10 let, Ja. a bo je rekel, ljubi, a gremo lučke gledati. Ne. Star, to se zdaj meni noče iti. Kakšen kaos je to? Odkje je pa potem zabita Ljubljana? Iz cele Slovenije folk pride. Ljubljančan, jaz ne vem, kdo gre lučka gledati, ki živi v Ljubljani. Nihče. Dobro se kdo pa gleda, da se packarijo. Pejt v civiliziran svet, pa poglej, ja, lučke so tradicionalne. Pač tisto, kar kupiš v trgovini, da daš na tisk. Kaj je božič? Lučke, ok. Ne, bomo mi to drugače. Bomo imeli te inštalacijo. Ne bom, da kam je pritisk. Vse te planeti so, ok. Pa to je, ko bi Star Trek gledal, res. Deep Space Nine še posebej. Anže, ja, da bo masa ljudi rekla, imaš ti smrekca doma? Ne. Kakšno smrekca? Sorry, to hitro si rekel ne. Ja, če nimam. To hitro si rekel ne. Pa nimaš, se pravi, nič, ki bi obeležilo božič, novo leto, Miklavža. Ne. Asketski life in to je to. Imam eno rožo, ki mi umira. To je moj ornament v delovnem prostoru. Prav brez smrekca si. Tudi ne mehne, veš, ne. Ne, ker zakaj bi, če nisem prazničen človek? Pa tako, da ti malo popestri flet. Ne, popestri meni druga stvar. Nočem vedeti kaj. Meni marsikaj ne popestri. Vse OnlyFans naročnine. Ne, če pa to moraš paziti, to se hit nabere. Poleg vsega. Netflix. HBO. Ne, Netflix ne dobi od mene niti centa več. Kaj te je razočaralo? Kaj me je razočaralo? Vse, od začenši z The Crown. The Crown, ja, se res. Ja. Začenši z The Crown, potem pa vse produkcije. Pol ne gledaš Love is Blind, pa tu Hot to Handle, to sem se že pogovarjal. Ne. To mogo gledati. Vse, kar vidim, sličico, tisti plakat, ki je na tist naštet, pa da je v kotu N. Sam bejš, sam I don't like. Samo je res šarot produkcijo. Tako 1 na 100 je v redu, a ne? Ja, zato pa pravim. Prav pa bolj OnlyFans naročnine jemljajo denar. OnlyFans. Ja, ne, to me zanima, če bo kdaj tako, da bojo ljud, pa bojo rekli, letos pa ne registriramo porasta obiska. To me zanima. Nemogoče, ker je to preveč ljudi. Ja. Če bojo pa javni prevoz zrihtali, ne, mogoče se to reši, ne? Anže, dej si samo eno stvar v... Pa kako si ti proti, a si se pelil že za Elizabeth Line? A si se pelil že za... S čim se pa peleš od Hitrova? Saj točno to. Ja. To je neverjeten projekt javne infrastrukture, ta star. Neverjeten projekt javne infrastrukture. Kako si ti proti javnem prevozu? Ja, ti sam misliš, da pri nas se to ne bo zgodilo. Jaz nimam problema z javnim prevozom v Londonu. Dunaj. Na Dunaju. V civiliziranem svetu. New Yorku. Ja, okay. Los Angelesu ne, ker je praktično neobstoječ. Oziroma zelo slab. Oziroma tam, če greš na avtobus, pray. Hočeš reči slabško v Ljubljani pa? Ni slabško v Ljubljani, zaradi tega, ker mesto ne zahteva. Ti si res za une mihčane, za une delavce. A ni res to? Ne. Dobro, mislim, to sem videl, ker sem bil enkrat na avtobusu. Tako je, ja, enkrat si bil na avtobusu. Okay. Ja, enkdaj. Vem, da sem šel v North Hollywood in sem šel ven pri Universal Pictures, ki je ride, oziroma park. To je tok dober. Ja, je. To je tok dober. Tako bi človek šel vsak dan. Ja. Tako za res dolg časa bi hodil vsak dan. Res je dober. Je. A to se zdaj norca dela? Ne, to se ne dela norca. Jaz sem nor fan, Universal Studios Tour, kako se temu reče. Kaj je bolj hudo? To je dober. Z vlakcem popiljen. A si bil, ker so bili že Simpsoni? Seveda sem bil, sem 10-krat šel na Simpsoni so najboljši ride ever. Najboljši ride ever. Malo me je sam šokiral,
ker sem videl, da nismo edini, da je Ja, več, da je več teh. Ja. Ti si v bistvu v vagončku Tako? in je svoja soba. Ti greš s 6 ljudmi v vagonček. Ja, ampak projektor je pa en za vse. Eden za vse, teh 3D. vagončkov je pa več. To je tako dobro. Ja, tisti Tisti je res dober. Ne moramo reči, da se strinjajo. Ne se strinjava. Ja. Pa stari, pa kako se ne boš strinjal, z vlakcem te pelajo do hiše, kjer so Psiho da snemanje, ja. Pa še un model, ki pomaha. Ne pomaga, napadete. A ne, mislim, da je pa pomahuje. Kaj lutka je bil? Pa se pa obrnil. Veš, kao, da je na teg, misliš, ali je lutko so dal, ne? In pa se peješ in pa kar naenkrat naredi tako, kao pro te poglej. Ne, to je bilo pa čist drugačke po meni. Ja, okay. Z vlakom so nas pripeljali pred hotel, se pravi pred Ja. motel, Ja. gore hiša bila. Ja. In tam on razlaga, tle so snemali Psiho, Hitchcock, ono drugo, tretje. In pride ven igralec. Ja. Norman Bates z truplom vrečo, odpre kufer, prtljažnik ga da noter, zapre in zagleda vlakec in vzame nož in začne teči proti nam. Ja. Ampak v tistem pa vlakec spelje. To pa tega pa ni bilo. Wow. Ja, pri meni je bil pa Si bil pozim ali polet? polet. Jaz tudi? Ja, sem bil, fiksen je bil in pa je tako, stvari so šale, so dal bejca, so dal kao, ne, lutko, ne, in je res, ko je model čist nepremičen in pa sem tako, dejansko se malo strašaš. Okay. In potem naprej, na drugi strani hiše je pa strmoglavno letalo iz War of the World. Pa stvar, ki so več stvari tudi že tam snemali, čim je nek plane crash tam snemajo, kar res dobro zgleda, pač ti se res dobro zgleda. Kaj disaš vse, kaj so likar... Ful dobro. Kaj so lihkar prišli. Ne morem verjeti, da si tudi fan. Hočem samo reči, Slovenija, ne? Ja. Ne glede na to, zadnjih 30 let, kdo je na oblasti, pa to, kar se radi kregajo, da ste vi krivi, da ste vi. Sploh nima veze. Vedi sam, da v 30 letih jim ni ratal zrihtati javnega prevoza. Govorimo o vlakih, železnici, govori o Ljubljani. Ne more biti, da greš v Šiški na on, pa se peleš uro pa pol do centra. To je nerazvit svet, se reče temu strokovno. Zdaj ni več tako. Zdaj je malo boljše, kar so rumeni pasovi, ta star. Zdaj je malo boljš. Kdaj si bil ti nazadnje na ljubljanskem avtobusu, po pravici povej? 2002. Ker smo šli na športni dan, srednji glasbeni. Športni dan? Ja, iz centra v BTC. Kaj ste pa delali? Takrat je bil v BTC-ju in squash pa ping-pong. Ker nismo imeli telovadbo. Ti si squash igral, ne? Se še zdaj. Ja, ok, se zato. Greš v... Pa na mizni tenis je, ne? Ping-pong ni v redu. Politično je korektno. Pazi, igraš, ne? Tak. Ja. Ker smo, naša telovadba je bila sestavljena samo iz igranja namiznega tenisa. Zaradi tega, ker... Niste imeli telovadnice. To so bili inštrumentalisti tam, ki so imeli kariero. In se meni ni smel... to ima pa smisel, ta star. Ja. To ima pa legit smisel. Neko razgibavanje je bilo, ampak... Ja, tako da je neki, ampak nič tazga, kjer bi lahko si... To je pa zelo zanimivo, moram reči. 4 leta smo dejansko pri telovadbi igrali namizni tenis. Pa si dober? Ne. Nisi? Ne, ni to zame. Mislim, dober, pač igraš, paziš. Se naučiš fintice in greš. Kaj so fintice? Eno fintico. Udarci, ne? Tiskajo da malo slice pa to. Isto kot pri golfu. Ja. Gre pa stinger pa tako. To so stvari, ki jih boš še odkril mogoče. Daj, ali pa tudi ne. Jaz sem imel punco, zelo dolgo nazaj, sem imel punco, ki je bila v reprezentanci na mizni teniški. Resno? Harala. Tako brez veze je bilo. Zakaj te je pustilo? Ali je prišla karijera med vami? A sta kdaj igrala? Ja. To ni metafora. To sem zdaj dobesedno mislil. Sva igrala, ampak to ni bila igra. Razumeš, ker je bilo eden, ki misli, da ve, kaj je namizni tenis, pa nekdo, ki res obvlada in je bilo več brez veze. Harala je. A je zdaj je uspelo? Ne, takrat je poglih na hvala. Pač. Ampak je bila reprezentanca. Takrat sta bila oba potencijala en v košarki, en na mizi. Ne, takrat še nisem res basketa v resnici igral. Ko je bilo na faksu. Ja, na faksu. Jaz na faksu še nisem, jaz sem po faksu še igral. Resno? Ja. Zakaj pa daješ vtis, da si od malih nog košarko? Jaz sem umesen v pauzo. Pol srednje šole, pa faks sem v pauzo. Govoriš profesionalno ali tako doma? Tudi doma, profesionalno. Ja.
profesionalno. Jaz sem začel na Olimpiji. Ko se ti pa zameril? Mislim. A je tako na Olimpiji, oziroma na kjerkoli, se ne vem, kaj sploh Olimpija, kaj to je band, mislim band, skupina. Ne, še fora, kaj folk misli, skupina. Športna skupina, ne. Ja, Ekipa, no. ja, klub je. Klub. Ne, še kaj fora, ker res grem staviti, zdaj, ki si rekel, a je to skupina, so bili ljudje, ali kot fejka, ki ne zna reči. Ne, ljudje, this is what it is, ja. Klub je. Kaj so pa ekipe? Kaj, ekipa ni Olimpija? Ja, ampak ti imaš klub Olimpijo, ki ima več ekip, ne? Veš, Olimpija ima mlajše ekipe, starejše ekipe, tudi pri seniorjih, pri članih, ne, imajo A pa B ekipo, ne. Veš, ekipa je podmnožica. In kaj je njihov skupni imenovalec, da tu pa tam zadanejo kakšen koš? Zdaj pa k mojemu vprašanju, ki ga še zdaj nismo odgovorili. Če se bomo res dobili v prihodnjih dneh, tako je mišljen na elitni lokaciji, da. V tujini, ne, tam je koš. Tam je koš. In imam žogo, in bova šla metat in bova fotko naredila. Sure. Res bova fotko naredila. Če se res dobimo. Jaz sem za. Okay. No, kaj je zdaj s tem odgovorom na to vprašanje? S katerim? Ja, kaj si mislijo te starešine? Ja, zdaj so šla po 20 minutah. Ja, če bi tvoj digression, kaj? Jaz mislim, da so ogorčeni. Jaz mislim, da ne jemljajo tega resno. A si poslušal kakšen slovenski podcast, ki bi začel dober dan in lepo pozdrav? No, razen tistih neki, ki so neki, veš, koliko imajo 12 ogledov na YouTubeu, pa je neka ženska tako skurjena čist pred. Dobrodošli v mojem podcastu. Kaj rečem? Danes se bomo pogovarjali o živčnih zlomih. Ne govorim o tem, ta je že lepo pozdrav, ne? Jaz hočem. Čeprav je imela živčni zlom. No. Je pa res, da je noro veliko podcastov zdaj. Ja. Kjer se drži še tega, da reče dober dan, lepo pozdravljeni, ker, kaj ti? So različne stvari, ki jih moraš imeti na nivoju, a ne? Prva stvar je zvok. Ja. Mi imamo zvok. Dober zvok te marsikam popelje. Res je. Mi imamo kar zvok. Ja, se tako pravim, ne? Pa na eni točki pa tok zmanjka. Pa se viš, večina teh podcastov ima tiste mikrofone Shure, ali viš, kjer jih so. Ja, zaradi Rogna. A on ima tudi ta mikrofon? Ja, on ima ta mic in pol imajo vsi te majke. Ti govoriš o boljši mikrofon. Dober mic, ampak ti govoriš v veliko. 500 evrov košta tiste. Ti tak še kaj več stane, o katerega ti govoriš. Rekli smo Neumann. Si hotel reči Behringer. Ne. Si bomo pogledati mikrofon. Ne bom nič. Ej, a greva midva mala eno podcast oceno, Apple podcast oceno, če si za? A smo že začeli, smo? Pol ure so že. Jaz imam eno temo. Pripravljeno temo imaš? Mislim, pripravljeno temo. V eni stvari sem se vam tudi pogovoril. No, pa dej, pa bomo pol ocene. Ajde. Stropne luči. Kaj? V čem je problem, zakaj stropne luči? To je tako Samo razumem, kaj se dogaja. Ja, motijo te stropne luči. Sobe, kjer človek pride not in ima stropno luč in vklopi stropno luč, ki ful preslabo sveti, grdo sveti obsveti prostor. Kaj bi pa ti rad imel? Ja, talne luči, namizne. Skrajnem. Kaj pa stensko? Skrajnem. Ja, to je lahko samo dekorativno. In me zanima, a je to še in? A ti vklopiš stropno luč še kdaj? Ja, vsak dan. Jaz imam Philips Hue, pametne žarnice, ki lahko svetijo tudi sam z rumeno svetlobo. To se že pogovarjali. No, to ja, ampak tako generalno gledano. A ti imaš kakšno stropno luč? Prva stvar, kar sem dal, ko sem se preselil, sem dal odmontirati vse stropne. Samo v kopalnici je, pa še to. Tam da osvetli ogledalo. Ja. Okay. In nad ogledalom je pa ena stropna. Da se določene velike stvari... Leave no stone unturned. Da se določene velike stvari vidijo v celoti. In older glory. Tvoje besede. Ja. Se so zanj gotovila, da jaz se ne morem s tem pohvaliti. Ja. In zdaj me zanima, a je to še in? Seveda je. Ta star bi rekel,
Slavik trend, stropne Kaj je luči. Slavik Ja, trend to? to vidiš, stari tam po Belorusiji, da imajo stropne luči, pa te okrasne. Ja. Se pravi, v Salzburgu praktično ne obstajajo stropne luči. Ne, pa kje si to? Res. Ne, kaj je tole zdaj? Res. Pred kratkim sem gledal te konklave. Ne? Zelo dober film. Ja, sem slišal, da je tako za Oscarje. Ja. Kako dober film. Ja. Oziroma, konc je smešen. Ne nač povedati, ampak ja, Crkuješ smeha. Film, okay. Jaz sem. Ja. Čeprav film ni v njejoku na koncu, ampak gledal. Tam imajo te, kjer so, kako se reče po slovensko, sequestered, če si, kaj si. Odmaknjen, izoliran pač za časa glasovanja in tega. Ima pač vsak ta svoj. Ko glasuje za papeža. Ne? Tako. Ja. Ima vsak ta svoj prostor, oziroma sobo. Ne? Tako, v več točkah filma pride noter tako, in vklopi luč. Ja. In so tako talne, ene par talnih luči, pa ene pač na miznih. To je tako lepa svetloba prostora, lepo obsvetli prostor. Ja. Si predstavljaš, da pride not, pa vklopi tisti luč. Ja, ti smo šli sam Adidas trenirko fake na sebi. Pa en kavč zjahan. Res, ne razumem, kako je lahko to še vedno stvar, ki naredi prostor tako neestetski, kot je stropna luč. Mi pa imamo obrazec, ki se mu reče opa help. Ja. Zanima me, ali si kdorkoli, pa ne v šali pisati, ali kdorkoli deli to mnenje. To je moje vprašanje. Ali kdorkoli, ki tole posluša, deli mnenje, da so na nek način stropne luči weird. Sam to me zanima. Sam napišite, jaz se strinjam z Godlerjem. A lahko malo spremenim sam to? Ja. A lahko napiše, sem tisti, ki se ne strinja, pa bova imela radio silence. Ker ni razloga, razen, če imaš v redu, tlele, ker sediva, je stropna luč, zelo neestetska, ampak jaz verjamem, da so nujne stvari, kjer pa rabiš, zdaj pa rabim osvetljavo celega prostora takoj. Ja. In takrat vklopiš in se prižge. Okay. Zato imaš ti v dnevni sobi stalnih luči, ajde, da slišim? Eno talno, potem imam pa 2 Angel Poise. Kaj je to? Angel? Kaj si rekel? Ne poznaš te firme. Najbolj znamenite firme za luči. Kako se ji reče? ANGLEPOISE. Res ne poznaš tega. Angel Poise Lamps. Res ne poznaš to. Najbolj znamenite. Poznam, mislim, da se tako reče. Kakšen tagline imajo? Kakšen? Abandoned Darkness. Ja. To je prišlo zdaj. To ima meno na mizi. Tako se sliši, da si v redu, raš cigaret. Pa imam pa eno še na knjižni polici, je pa Mini. Seveda je angleška firma. Absolutno angleška firma, ne? Je, ne? Kdor ne investira v eno od teh luči, je bedak. Imajo tudi talne. Ceiling lights imajo. Ja, ampak so lepe. Legit lepe. So določene situacije, ajde, v jedilnici, nič ne rečem, če imaš dizajnersko, nad jedilno mizo visi, osvetljujejo lepe obroke, ki jih pripravljaš z volta in tako naprej. To je tako drago. Ja, ampak to enkrat daš, pa imaš. Pa imaš, ne, res je drago. Moraš... Za predstavo, ta najcnejša, ki jo vidim, je 100 funtov. To je namizna. Ja. Oziroma mini. Mini, ja. Ja, ta nima žarnice noter drugače. A ledica je? Ja. To je slabo. Kaj si pa ti vzel, kjer imaš pa ti? Ja, jaz imam to pa eno tisto klasično original. Original 1227. Je tako. Okay. Črno. Za 200 €. No. In to ti prostor tako lepo osvetli. Ja. Ne vem, kaj reči. Ja, ne, pač moraš imeti domačen občutek, ko prideš. To se strinjam, res se strinjam. Jaz se o lučeh veliko razmišljam, zdaj malo manj, pač, ker naraščaj to vse uničuje, če ne paziš. Ne? Ampak realno gledam pa Angel Poise. Abandoned Darkness. V zapiskih je povezava
do njihove spletne strani. Jaz prav celo do mislim, da ima marsikdo, ki naj jo posluša, že te luči in si ti ta, ki je Ne, tle. jaz sem full fan tega industrijskega oblikovanja, res, jaz sem to velik fan tega, tako da zelo razumem. Ampak sam tako si me s prezirom gledal, ker nisem vedel, kaj je Angle Poise. Še v ta zadnjem Bondu ga ima Q na mizi, ima to mizo. Seveda ima. V glavnem, to je bila ta sekcija stropne luči, ker je normalen podcast. Zdaj gremo pa na Apple podcast ocene, ne zanima več. Idiot. V glavnem, Žiži najbrž, ocena je subject line 5 zvezdic, seveda drugačne bereva. Kot je že znano, ustvarjata super podcast o ničemer, a hkrati o vsem. Unhinged Godler. To je za namajco. To pa je za Unhinged Godler. S svojimi mantrami o zahodni klasični glasbi vzbuja vprašanje. Kakšno? Ali obstaja sploh kakšen drug stil glasbe, ki je vreden poslušanja, oklepaj, sicer je dejstvo, da je jazz svetlobna leta pred klasično glasbo, zaklepaj, Tomo pa izvrstno manevrira ladjo med črmi politične nepomišljaj korektnosti. Še tako naprej, klicaj. Jaz sem te enkrat to že sprašoval, ampak kaj je, tukaj je zelo specifično vprašanje. Ja. A je kaj, ki je nadklasično sploh? To mislim, da je vprašanje. A obstaja neki? To je globoko nerazumevanje muzike, kar tle voham. In strani gospoda, ki je to napisal, ki ga cenim, seveda, če je satelit toliko bolj. Če ni satelit, ga v bistvu ne cenim. Ne ceniš, okay, ti si v zablodi konstantno. Govorim ti predvsem, in to sem že rekel večkrat v oddaji, primerjati sloge glasbe, pa jih... Ampak primera, ne. Okay. Da rečeš, da je jazz svetlobna leta pred klasiko. Ja. To je podobno, kot bi rekel, da je Ferrari, La Ferrari, svetlobna leta pred Fordom 1927 leta narejenim, tisti Ford TT, ali kaj je že bil. Pač, to je za različne stvari, to je za različne... Sploh nima veze. To nima nobene veze. V nesreč sta oboje avta. In isto je tukaj. Ne moreš reči, da je zdaj pa ena glasba, ki se je razvila iz klasične, svetlobna leta pred njo. Druga stvar je, tako kot je pop druga stvar. Vprašanje. A kaj jazza poslušaš? Seveda. Kaj pa? Recimo? Kind of Blue, to je najlepši album. To je model, ne? Bitches Brew Minitok, ker je tam rata zelo eksperimentalna. Preveč eksperimentalnega jazza. To je zanimivo, ker jaz bi rekel, da si pa ti eden od teh ljudi. Ne. Nisi, ne? Mislim, imaš raj te preproste melodije Mozarta. Torej. Ne mi polagati spet. Hočem ti reči, eksperimentalna glasba, katerakoli je naporna. Ne moreš to poslušati. Kdo je ta? To je ta instrumento, ne? Ja, Miles Davis. Miles Davis, hvala. To mi je, nekoč sem nekje našel seznam 100 najboljših jazz albumov vseh časov. In tam najdeš marsikaj zanimiv. Nisem zdaj fan, pa da bi rekel, se pa spoznam na jazz. Zelo rad pa poslušam. Ne pa preveč eksperimentalnega. Mislim, to je narobe, tako izhodišče. In seznam teh skladb, ki smo jih mi naredili v klasiki, ni bil v smislu, to je to, kar moraš poslušati. Ne, moraš poslušati tudi Felicita od Albanota. Sam tega pač tam nisem povedal, ker smo se skoncentrirali na... Ne bom rekel, kaj pa na drugem mestu, Brandenburški koncert, kaj pa na prvem Gloria, Umberto Tozzi. Ne gre skup, ne moreš mešati tega. Enkrat bom delal jazz, enkrat bom delal pop. Abba, Like a Virgin. Tudi Madonna. Ampak ne pa... Cindy Lauper. Recimo, Girls just wanna have fun. To je tudi lep. Nogice.si, komat. Da, ok. Punch. Tam sem. On fire. Anže, tvoja stand-up karijera, to bo big. A si že kdaj poslal noge komu? Tvoje noge? Ne. Nog pa ne. Okay. Nog pa ne. Kako mi ime? Žiži? Kaj vprašaš te stvari? Kako mi ime? Žiži. Dej ne tako razmišljati. Ker tašne stvari
vodijo do vojn. Naprej. Okay, zdaj gremo pa na Opa Help, Ja. kjer ste, hvala, zanj sem dal že spet en desperate poziv v Discordeku in ste se odzvali, tako da greva na prvo vprašanje. V epizodi Anju DOO je Anže povedal, da tisti del zvoče zabava samo njega. Ampak kot Hrvatica, ki posluša vajen podcast že skoraj od samega začetka in sem tudi satelit, evo jo, druga satelitka, sem se tudi jaz lepo nasmejala, pa tudi uporaba ostalih hrvaških besed, 3 pikce, neprecenljivo. Love it, pa v angleščini. Najlepša hvala za smeh in lep pozdrav Teja. Kaj pa to? Kaj pa to? Voče ni nasmejal samo mene, ampak Uporaba ostalih hrvaških besed neprecenljivo. Se pravi, bi me tudi na hrvaškem razumeli. ja, Dali može. Dali može, kuzarac vode. Kuzarac vode. Ne, Ja. jaz mislim, da je. Mi bi mizu za 4 osebe, Osoba. a to znaš? Ja, Jebote. Jebote, pričam ako je treba. Ne. Vrhunsko. Ja, sem tako. Kaj še znaš reči? Kaj še znam? Še nekaj Ne. staro hrvaško, kaj da slišim. Pa sej sem že. Mislim, jaz razumem vse drugače. Vse, to absolutno. Jednu kafu. Kaj boš rekel? Kafu. Kje? Odvisno, kje si, prijatelj? V Srbiji. A ti si v Srbiji, sem to, da vemo. Jednu kafu. Okay. Sa čime? Po mojem si tam tepen, če rečeš sama čalate in cimetom. Cimetom. Dobro. Cimet, ko se reče cimet? Se reče cimet. Kar za trakeruje. Ne tega reči v Beogradu. Mačulate, ker tam si tepen. Pensi. S čevapčiči. Čevapčiči. Z ogromnimi čevapčiči. Rasizem. Kakšen rasizem? Hvala te, cenim, da si druga satelitka in pa za odziv. Naprej. Pozdravljena. Na vaju se obračava s pomembnim življenjskim vprašanjem. Sva fant in punca, tako po spolu kot po razmerju. To povem. Ja, to je tebi včasih napisano, da se ne bi razhudil. A zdaj si moj pa vloge razdeljeval. A veš, Okay. Stara sva 26, ženska in 29 moški. Ne? Sva v fazi življenja, ko ne veva, kako naprej. Viš, taka vprašanja hočeva mi, razumeš, da bo pomagala. To- ja, to mi je Res, všeč. to je dobro. Pri šparanih imava 25,000 evrov. Upam, da sta satelita. Zadejo, da bo kupila stanovanje. Glede razmer na nepremičninskem trgu pa nama je ta cilj skoraj nedosegljiv. Sprašujeva se, ali ena, se nama splača šparati in iskati stanovanje, 2, porabiti denar in uživati, dokler sva mlada, ali 3, bi bilo bolje investirati. Odgovorita, prosim, oba. Verjetno pa bova bolj poštevala Anžeta. Ker nama je njegov življenjski stil bliže kot Buži Royal Certified Lifestyle Sir Godler. ne razumem tega. Prosim, da vajen odgovor temeljita kam, zakaj, zakaj in kako. V vajenih rokah je usoda 2 mladih življenj, proceed with caution. Hvala in lepo vajna zvesta satelita. PS veva, da to ni najboljša finančna odločitev, to je res. A ta drviš nama ne bo spremenil življenja. Vama pa mogoče, absolutno. A smo tle odkrili en par iz prejšnje sezone, ki posluša opazovalnico During. Ne, prosim, nekaj. A lahko ne zamoriš, tako je. Ne. Lahko ne zamoriš. Če sta oba. Ker ponavadi je tako, ne, če dobiva kakšen odziv, ne vem, tako kakšna punca posluša, pa ima fanta, pa reče, sem mu dala to za poslušati, pa mu je pa grozen, mu ni smešen. Ponavadi je ta situacija. Tle sta pa oba. Okay, dvomim, da During, a lahko nehamo s tem. Okay. Ne, dopišejo. Prvo ti povej. Jaz imam zelo izdelane poglede na to. Oh, God. No, daj. Bom povedal. Ja, no, daj. Prvo kot prvo. Jaz ne vem, vem, da je trenutno v Sloveniji velika polemika glede cen nepremičnin, glede dostopnosti nepremičnin, bla, 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 da je vse, da živimo v državi tretjega sveta, cene so pa monaške. Ne? To je vse, česar se zavedam in razumem, pri šparanih ima 25 z idejo, da bo kupila stanovanje. Težko bo. Ja. Zelo bo težko. Okay. Zatorej,
ne vem, eni napovedujejo zdaj, ne vem, da bo nekaj naredili, pa da se bo pocenil, pa ne vem kaj, pa to, z tega ne bo valjda nič po moje, ne. Tukaj z železnicami, ne? Ja, ker zadnjih ne vem koliko let, to se samo draži. Ja. A je kdaj kaj padlo, da bi rekel, Mislim, da ne. zdaj je pa ugoden čas za flat kup. Jaz tudi mislim, da ne. Mislim, da ne. Mislim, ugodno je takrat, ko so krediti ugodni, ne? Ja, no, Ja. ampak hočem povedati, Ja. ni indikatorja po moje, no, Ja. zdaj bo kakšen znalac se javil, makroekonomske analize kaže, ja, ti si kar napiš mail, sam se. Pa opozoril bi rad, da si rekel znalac, to je bilo za Tejo, ne? To je bilo je, pa jeste? Je, naravno. Naravno. Jeste. Idiot. A to ni? Yes. Ja, ok. Ne, zdaj boš rekel kaj. A mi, da jaz nisem gledal Gruntovčane, kot sem bil otrok. Pa jim povej za stanje. Kaj je bil, ne Šimek, ne. Vimek. A se spomniš ti Spomnim se. vratija se, ki so imela v podcastu? To tega. Ne, kaj je že bil z Gruntovčane? Dudek. Dudek. Okay. Dudek. Povej. Lažeš. Jebem ti sunce, lažeš. Okay. Ne, zdaj pa dost. Zdaj pa, okay. Okay, bo dost. Moj ta je, dobro, šparanih ima 25,000 zdaj, to je po moje kar veliko drekanja, ne? Da mlad par Ne živi življenja. ja, Ne živi življenja. ne, in da rečeš, pri šparanih ima 25,000, ok. Se pravi, na torrentih ste pa sirovo skorjo jeste. Verjetno. Ne, mogoče pa ne. Mogoče bi imela pa, če bi to, kar sem zdaj rekel, pri šparanih 40. Okay. Okay. No, in zdaj Kaj bi ti moja naredil? rešitev Oh, God. je, Nogice pika si. nogi, lahko povežeš s tem, kar bom rekel. Moja rešitev je, delaj več, pogruntaj, da imaš čim več teh virov, tega prihodka. Okay. Ne reči, ura je 4, pravico odklopa. Ne reči tega, ever. Delaj. Ko priješ z službe, odpri Shopify, ne vem, nabavi, pejt v London, ne vem, v Ameriko, nabavi gift karte. Gift cards za iTunes, za PlayStation, pa jih To lahko prodaj. vse kle kupiš. Seveda lahko šparaš. iTunes. Ja, no, okay, mogoče ajte. Tudi mislim, da od Apple že počasem, ki je videl. Ja, mislim, no, ampak Podjetnost, ti podjetnost promoviraš. ja, Podjetnost. delaj, gruntaj, kako do denarja naprej in ga hkrati tudi porabi. In to prešparano se bo večalo. Okay. Tako da me pa prav zanima, kaj boš ti rekel, da bo nadgradilo to moje. Ajde, da te slišim, ker dvomim. Ne, najprej, a se ne strinjaš z menoj mogoče? A sem rekel kaj, kar ni res? Ja, jaz se absolutno ne strinjam s tem. Seveda, pravica do klopa. Ja, prosim, razloži nam. Kako, Ja, ne se skurt, jaz mislim, da ni vreden se skurt. Ne, nisem govoril o Ja, skurju. govoril si, posredno si govoril o skurjenju, jaz mislim, da se to ne splača. Koliko mladih imajo karijere za računalnikom doma, za laptopom? Se slikajo, ne vem, v Piranu, na Tartini. Tartini trg, Ja. my office for the day. Šuški, prijatelj. Kaj? A to si? Ja. Šuški. Okay. V glavnem, jaz bi pa tako rekel. Jaz pa mislim, da če bi šel, če sta skupaj, hočeta biti skupaj, bi rada imela svoj flat, jaz bi pač šel v nakup fleta, ne, s kreditom, če je tole možnost. To vem, da je zelo, zelo težko reči. Ker tisto, kar bi rekel, če imaš pač paranih 25,000 evrov, ta denar lahko porabiš, da ta stanovanje tudi takoj urediš. Veš, kaj hočem reči. Je pa res, da ponavadi moraš tudi pri kreditu nekaj dati, tako da mislim, da bosta tam to pokurila. Ne. Tako da jaz vseeno mislim, da nepremičnina je kar ok, če imaš če imaš željo ustvariti družino in nekje živeti, se mi zdi, da je nepremičnina lahko kar ok stvar. Je pa res, da vam ne zavidam mladim. Ne. Absolutno pa ne več 6 jobov, sem zato, da te pa lahko mogoče enkrat flat kupil. Pa tudi, če ni potreba po flatu. Pa tudi, če imaš 2 dvorca, delaj, služi, generiraj prihodek, podjetništvo. ker ti ga nihče ne bo dal. Ja.
Je to res ali ni res? Buži Royal Certified Lifestyle, Sir Godler. Kaj ima to? Jaz bi vsem rekel, ker sta stara 26 pa 29, ki sta napisala mlad par, jaz bi vsem rekel, mogoče krivično, da tako mlada pa tudi nista, ne? Veš, če bi to 22 let star pisal... Koliko, 26 pa 29? Ja, 26 pa 29. Ona je 29, ona je 26. Obratno, ona je 26, ona je 29. Ja. Tako da jaz mislim, da če sta že tam, jaz ne bi šel porabiti denar in uživati. Jaz mislim, da se da uživati na katerem koli budžetu in se mi zdi, da če imata željo skupnega življenja, da mogoče nepremičnina ni najslabša stvar, če se le da. Je pa res to zelo nelagodno reči, ker je grozen. Mogoče jih doleti pa kakšen presenečenje, kad se bo kar naenkrat se razrešil, ne vem, kakšna fatalna bolezen. Pa kar naenkrat... A ja, teta, hočeš reči neka teta umre in zapusti denar? Ali... Ne, sem mislil, kdo od njih, ki pa pač porabiš. Za zdravljenje, če se druska. Okay. Ne, sej ne, po mojem sta zdrava. No. Ne vejo pa, s čim se ukvarjajo. Ja. A sta Office for the Day ali ne, kje sta? Tako da ja. Ja, mogoče sta. Ne, jaz mislim, da če si sta pravim človekom, da je to kar ok, da če greš v to, je lahko tudi ok, pa da mislim, da se da uživati in živeti življenje tudi na manjšem budžetu. Ne rabiš biti Jure Godler, ki kupi 2 termoske od Christophera Nolana, da če eno zgubi, da ima še eno, kar se mu je tudi zgodilo, by the way. Fajn je kupiti backupe. Še posebej pri kasi o urah. Če naročiš 2. Ker kaj, boš dobro baterijo menjati? Če je ta podcast, ki je v stiku s poprečnim človekom. To je dejstvo. Okay, še eno vprašanje, pa že počašla na Dopo Barbo, če dovoliš. A je v redu? Tega le lahko hitro naredila. Italijanskega naslednjič, ki je super. Jure in Anže rešita dilemo. Moja rada liže. Ja. Propustil sem ti pauzo, ker sem vedel, da si naš mogel pomagati. Jaz pa grizem. Kateri način je superioren drugemu? Anže, tebi bo narodno, torej Jure, se tebi ta dilema pojavi tudi drugje. Rok je to napisal. Rok iz Dolenjske, ne Novo mesto, ampak Krško. Krško ni Dolenjska. Krško... No, daj, povej. A je Dolenjska? Jaz mislim, da je, ne. Tehnično gledano je, ne, po moje, a ne? Ne, ni. Jaz bi rekel, Krško je Štajerska. Vprašava... Shots fired. My darling. Ne sprašuj. Ne. Dobro. Okay, jaz bi sam tako rekel, o sladoledu, Rok. Očitno ne poslušaš dovolj dolgo tega podcasta. Mnenje Jureta Godlerja o sladoledu in lizanju sladoleda je pa v tem podcastu tako dobro dokumentirano. Tako ekstenzivno se je govorilo o tej dilemi, ne, da sem užaljen in razočaran, da je to vprašanje sploh prišlo. Tako bom rekel. Ker slika obstaja. Obstaja slika Jureta Godlerja s sladoledom. To nima veze z mojim pogledom na to. Ki nima veze. Tudi en fotograf, ki je rekel, idemo narediti nekaj drugače, tudi sladoled. To je to. Tako da Rok, vice, da si iz Dolenjske, kaj mi rečem, po Juretovo. Mogoče. Ne bi to pač. Zdaj pa, moški nima kaj. Neki, to je vstajalo že razdeljen. Rok, pet poslušati prejšnja pozvance. V glavnem, zdaj bo šla po času Dopo Barbo. Še enkrat ne spomnim, da bo kmalu, mogoče je že prišla ven nova posebna epizoda, ki jo dobite, če podprete. Aparatus.si pošiljnica podpri. Ta podcast Hira je v zadnjih izdihljajih, ki ga lahko rešijo samo nove podpore. A sem lepo zdaj rekel? Zelo. Okay. Bo pa današnja Dopo Barbo zelo zanimiva. A lahko enkrat za spremembo poveva, kaj se vrača. Jaz mislim, da je zato, ker smo v praznični časi. Božič, novo leto in tako in danes se vrača. Se vrača knjiga Spolne radosti. To je to. In zdaj pa intro Dopo Barbe. Dejstvo je, da ženske res ne poslušamo. Opazovalnice. Kar začni. Sam začni. Kaj s tem introm? Kaj te moti? A to, kaj je odrezan na koncu? Ja, se jaz ga pol lepš pofejdan, kam montiram, veš? Ma ne, to prekratko je. Prekratko je. Ja. Okay. Pa to ni res, da ne poslušaš.